Pozdravljene, drage zaveznice, lepe besede in drugi. Dobrodošli znova v rubriki Beseda tedna. Te dni v brazilskem mestu Belem, na samem robu amazonskega pragozda, tam, kjer so tako imenovana pljuča sveta, poteka še ena podnebna konferenca. V poročilih je vse polno izrazov, kot so zeleni prehod, obnovljivi viri, izpusti CO2 in podobno. Gre za tako imenovano podnebno krizno besedišče, s katerim naš jezik poskuša razumeti in hkrati pojasniti, kaj se dogaja z našim okoljem. Dodajmo temu besednjaku še nekaj manj pogosto rabljenih, a nič manj pomembnih izrazov. Najprej se obregnimo ob tako imenovane zanikovalce podnebnih sprememb. Ni jih malo. Opazili smo, da nekateri med njimi svoje trditve o tem, kako človek ni prav nič odgovoren za podnebne spremembe, skušajo podkrepiti celo z nekakšnim lažnim besedoslovjem. Besedo okolje denimo zavajajoče delijo na predpono ok, in olje. Od tudi speljejo trditev, da nam že naš materni jezik pove, da je olje sprejemljivo. Olje v tem primeru pomeni nafto. Tovrstno lažno besedoslovje odločno zavračamo. Beseda okolje, če že moramo čisto po domače razložiti, nam pove, da nekaj je okoli in kar je okolje, naš življenjski prostor. Okolje je okolje, olje pa nekaj povsem drugega. A veliko bolj pomembni od teoretikov zarote so svetovni odločevalci. Ti sicer priznavajo človeško odgovornost za podnebne spremembe, a breme nujnega ukrepanja prelagajo na nek nedoločen čas v prihodnosti. Tovrstnemu izmikanju z eno besedo rečemo tudi podnebrižnost. Posebna oblika brezskrbnosti za v nebo vpijoče stanje, v katerem smo se znašli. Podnebrižnike seveda bolj kot stanje našega okolja zanima gospodarska rast. Okoljevarstvenikom je kristalno jasno, da je ravno večna gonja po dobičku povzročila podnebno krizo. Podnebrižniki pa bi to krizo sicer reševali, a ne na škodo dobička. Namesto fosilnih goriv zato vneto iščejo nove, tako imenovane obnovljive vire. Vendar to ni pomembno samo to, da so ti viri obnovljivi oziroma ogljično nevtralni, temveč predvsem to, da so ti viri tudi dobro unovčljivi. Da torej prinašajo dobiček. In tu pridemo do besede tedna. Unovčljivi viri, viri, ki so hkrati obnovljivi, sočasno pa ne škodijo kapitalu. In namesto k okolju se tako zopet simbolično vračamo k olju. Zeleni prehod bo, kot kaže, zares zaživel šele takrat, ko odkrijemo vir ali olje, ki bo obnovljivo, še vedno pa ga bomo lahko točili v naše rezervoarje, kar bo velekapitalu prinašalo tako potrebni dobiček. Volk bo sit in koza cela. Končno bomo imeli unovčljive vire, ki so bili naša tokratna beseda tedna.